Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Prejšnjo nedeljo so v Kranjski Gori prižgali novoletno okrasitev in s tem odprli tudi adventni sejem. Zbrane je na trgu pred cerkvijo pozdravila tudi predsednica Turističnega društva Kranjska Gora Klavdija Gomboc, ki je izpostavila novost pri letošnji okrasitvi. Letos v Kranjski Gori prva adventna nedelja in odločili smo se, da v sklopu tega pripravimo tudi lepo adventno okrasitev. Vsako leto tej alpski vasici dodamo nekaj novega. Letos sta to dva nova adventna loka, ki ponazarjata vstop in izstop iz alpske vasice in pa seveda tudi velik osrednji adventni venček, na katerem smo na prvo adventno nedeljo prižgali seveda tudi prvo svečko. Do kdaj bo alpska vasica odprta znova do planiških poletov? Tako je. Odločili smo se na podlagi lanskoletnih analiz in pa rezultatov, da bomo pač alpsko vasico ponujali celotno zimsko turistično sezono. Domačini, vikendaši, ostali obiskovalci Kranjske Gore so izredno dobro sprejeli in seveda tudi ta božično-novoletna okrasitev pomeni nekaj tako lepega, da nas posnemajo tudi ostali kraji sedaj po Sloveniji. Prvo svečo na adventnem venčku je prižgal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ja, izredno veliko število obiskovalcev, izredno dobro vzdušje. Jaz mislim, da kljub snegu ljudi, ki so prišli na trg, kažejo, da Kranjska Gora res živi s to alpsko vasico. Tako da samo še pač nekaj snega potrebujemo in romantika bo popolna. Kaj pričakujete od letošnje zimske sezone? Turistični delavci so dobili letos res eno prestižno nagrado. Verjetno je želja, da gre v tem duhu naprej. Ja, letošnja zimska sezona upajmo, da bo vsaj na nivoju lanske. Kar se tiče samih investicij na žičničarskih napravah, ni bilo ne vem kakšnih velikih pač novosti, vendar je kraj pridobil v letošnjem letu kar nekaj na zasneževanju, na komunikacijah. Povezali smo Podkoren s Kranjsko Goro, kjer bo možno pozim preko večernih ur tako sprehajanje, tek na smučeh, jogging. Jaz mislim, da je Kranjska Gora to potrebovala, ker do zdaj se je turist lahko sprehodil samo do Jasne, od zdaj naprej pa se bo lahko tudi do Podkorena. Še beseda dve o Mojstrani, tudi tam danes prižig lučk. Mojstrana vsekakor pač se približuje Kranjski Gori, če ne po žičničarski in zimski dejavnosti, pa preko celoletne. Tudi v ta namen čez pol ure odpiramo se pravi razsvetljavo in ta novoletni sejem, ki je na novem trgu Olimpijcev. Pač po pogovorih in po teh glasovih ljudi v Mojstran izredno dober sprejet kraj, center vasi, kjer se pač že res aktivno dogajajo razne prireditve. Torej ne le v Kranjski Gori, tudi v Mojstrani je bilo preteklo nedeljo slovesno. Tudi tam so prižgali lučke, dan prej pa še na Dovjem. Naj se lučke prižgajo, ne? Čarni, prižgi! Pogledajte, prižgala se je tudi naša novoletna jelka Pranta. Zelo ponosni smo, da se je zbrala velika množica, ki so prišli pogledati prižig adventnega venca. Danes smo torej prižgali prvo svečko in vsak teden bomo prižgali še eno novo in tako pričakali na koncu pravzaprav Božič, kasneje pa še srečno novo leto. Torej, zdaj je pravi trenutek, da se veselimo, da nekako se malce odpočijemo od celoletnega dela in da se malce podružimo na našem trgu, ki smo ga letos pravzaprav pridobili in na katerega smo lahko ponosni. Na trgu Olimpijcev bo v decembru pestro, se bodo vršili glasbeni nastopi, pa stojnice, ponudba domače hrane in pa pijače
umetniška tržnica in drugi se bodo predstavili v naših alpskih hišicah. Letošnja novost v Mojstrani pa bo tudi praznovanje novega leta, torej na Silvestra se bomo zbrali na tem trgu in skupaj pričakali novo leto, skupaj preživeli najdaljšo noč. V decembrskih dneh sta torej tako v Mojstrani kot Kranjski Gori odprta adventna sejma. V Kranjski Gori so turistični delavci ta teden pripravili tiskovno konferenco, na kateri so predstavili načrte za letošnjo zimo. Prvo vlečnico so na kranjskogorskem smučišču zagnali v petek. Zdaj bodo postopoma šli naprej, kot bodo dopuščale razmere. Smo izredno ponosni na to, da nam je uspelo na tej nadmorski višini ponovno narediti sneg. Potem se bomo pa seveda prilagajali dnevnim vremenskim pogojem in seveda takoj, ko je možno, v Kranjski Gori tudi delamo sneg in seveda tudi na vseh ostalih smučiščih. Omeniva nekaj večjih investicij, nekaj večjih novosti? Ja, Kranjska Gora oziroma vsi skupaj smo res ponosni, da smo v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora uspeli razširiti teren na poligonu, tako da je teren res lepo pripravljen za treninge naših vrhunskih tekmovalcev in seveda tudi vseh ostalih tujih ekip, ki prihajajo v Kranjsko Goro. Seveda pa smo s tem omogočili tudi nemoteno smuko našim turističnim smučarjem in seveda v sodelovanju s pokalom Vitranc bomo v letošnji sezoni ponudili tudi vsem tistim, ki bodo imeli veljavne smučarske vozovnice, ogled pokala Vitranc, samega prizorišča, tudi strani smučišča na smučeh, kar je bila v preteklosti že praksa, tako da menimo, da je to ena velika pridobitev. Seveda smo v podjetju tudi kupili pred zimsko sezono nov teptalni stroj, kar bo pomenilo kvalitetnejšo pripravo terenov in pa seveda tudi bolj varno smuko našim smučarjem. Vsi smo veseli, da imamo v Kranjski Gori tudi brezplačni smučarski avtobus, ki povezuje naše kraje oziroma naša smučišča, vse tja do Planice, kjer imamo vlečnico Slatna in pa seveda naše družinsko smučišče v Podkorenu, Velika dolina. Tako da je kar nekaj novosti. Seveda smo našim kupcem sezonskih smučarskih vozovnic ponudili tudi poleg smučanja v Kranjski Gori, smučanje na Voglu in seveda tudi 3 obiske tromeje v sosednji Avstriji in pa seveda vstopili smo v sistem večdnevnih smučarskih vozovnic Slovenske Alpe, v katere so vključena smučišča Cerkno, Vogu, Krvavec, Tromaja in pa tudi Kranjska Gora, tako da upamo, da smo res prilagodili našo prodajno politiko oziroma naše smučarske vozovnice čim širšemu krogu naših smučarjev. O večjih investicijah pred novo zimo je župan Janez Hrovat povedal. Resnično letošnjo zimsko sezono pričakujemo kljub nevelikim investicijam optimistično. Največja investicija je bila seveda izgraditev poligona za pripravo alpskih smučarjev na podkorenški strmini. To vključuje tudi izdelavo umetnega zasneževanja in pač čiščenje podlage. S tem smo dobili tudi prostor za nemoteno smučanje turistov. V Ratečah pričakujem sigurno maksimalno sodelovanje Nordijskega centra in športnega centra pri bivšem mejnem prehodu, se pravi povezavo tekaških prog Rateče Planica. Nadejamo se pač otvoritve tega smučarskega centra nesrečnega imena Macesnovci. Jaz verjamem, da se bo lastnik konsolidiral, da bo uspel pognati to zadevo, kolikor ne, pa jaz mislim, da je čas, da se zadeva pač proda, da v druge roke ali pa konec koncev pozabi na njo. Vesel sem, da je v Mojstrani pač naš dolgoletni urejevalec te smučarskega centra Zajšek pač zbral korajžev, pogum in da se je odločil, da nadaljuje
z pomočjo občine urejati to smučišče. Jaz verjamem, da ni nobena energija, noben evro vložen v rekreacijo na vzhodu naše občine vržen proč. V Radovni imamo seveda še vedno v namenu oziroma kvečem še okrepljeno izdelovanje tekaških prog. Radovna je po tej povezavi z Gorjami in Bledom pridobila sigurno na atraktivnosti in seveda tudi na dostopnosti. Jaz v zgodbo Radovne verjamem. V Kranjski Gori pa v bistvu tako rečeno že Jasna, ki je pač biser in vhod in izhod iz smeri Vršiča, da se v letošnji sezoni uredi drsališče in v primeru primernih temperatur z gostinsko ponudbo doda temu venčku zgodbi o Jasni še zimsko podobo. V Zgornji Savski dolini bo december bogat s prireditvami, ki jih organizirajo pri turizmu Kranjska Gora. Mislim, da se je celi december v Kranjski Gori začel že kar s prejšnjo nedeljo, lahko rečemo, z odprtjem Alpske vasice in pa prižigom prve adventne svečke. Letos smo pripravili adventni sejem v Alpski vasici prvič, mislim, da kar zelo bogatimo in pa zanimivim programom. Mislim, da je to v Kranjski Gori manjko, saj ta čas do Božiča se mi zdel je bil koliko zapostavljeno v prejšnjih letih, pa smo mu letos dali malo bolj takega prazničnega poudarka. Potem seveda prihajajo božični prazniki in pa seveda višek zimske sezone, lahko rečem, saj v letošnjem letu je silvestrovanje, ki upam, da bo tudi letos tako dobro obiskano z Kranjska Gora. Če bo pobelil sneg, mislim, da bo kmalu raj za ne samo smučarje, ampak tudi za vse ostale obiskovalce. Potem v začetku naslednjega leta pa lahko mogoče na tem mestu omenim, da pripravljamo filmski festival United Nation skupaj z Združenimi narodi. Tema bojo človeške pravice, torej Human Rights. Mislim, da je to neka taka dodana prireditev, ki bo se obiskovalce na sami destinaciji še nekoliko obogatila, kar se tiče same ponudbe. In potem skozi celo zimsko sezono v turizmu Kranjska Gora stremimo k temu, da se vsak konec tedna nekaj dogaja. Bo kar nekaj tudi športnih dogodkov, nekaj bo dogodkov, kar se tiče v Ljudskem domu, v dvorani Vitranc. Potem pa seveda klasično zaključimo zimsko sezono z pokalom Vitranc in pa za poletje v sami Planici. Mogoče na tem mestu lahko še omenim, da se trudimo in vse kaže, da nam bo tudi uspelo dobiti v Kranjsko Goro med Planico pa pokalom Vitranc tudi tekmo za svetovni pokal v rangu svetovnega pokala v odbojki na snegu. To je neka nova prireditev, kjer bomo to se pravi v družbi z 4 tujimi znanimi športnimi centri. Poleg Kronplaca bo to še smučarsko središče iz Češke, Švice in pa seveda Kranjska Gora. Tako da mislim, da bo tudi letošnja zima v Kranjski Gori pestra. Tudi hotelirji so pripravljeni na zimsko sezono. V kakšnem duhu jo pričakujejo? Ja, z optimizmom. Glede na to, da je za nami izjemno uspešno leto z 10% rastjo nočitev in še bistveno višjo rastjo prihodkov. Glede na nove produkte, ki jih razvijamo bodi si sami, bodi si v sodelovanju na destinaciji, mislim, da so ustvarjeni vsi pogoji, da bo tudi zima sledila temu trendu, bo uspešna. Šport je tudi ena ključnih besed pri vas? Ja, mi imamo skladno strategijo podjetja, ki smo jo sprejeli točno 1 leto nazaj, so 3 segmenti, ki jih pospešujemo. To je kongresni turizem, igralniški turizem in pa športni turizem, kjer gre seveda poleg zimskih svetovnih pokalov, ki so že stalnica in ki se jim pridružujejo tudi novi v smučarskih tekih in tekmovanja IPC smučarjev invalidov. Poleg priprav športnikov, zlasti v močvenih športih v poletnem obdobju, smo začeli biti kar uspešni tudi v pridobivanju aranžmajev v navednicah novih športov. Ravno se je zaključilo Evropsko prvenstvo v klasičnem karateju, tako da je tukaj možnosti res zelo veliko in gremo v smer, da še koga pripeljemo v Kranjsko Goro. Hotel Kompas je usmerjen v športnike, recimo tako, zdaj ga obnavljate. Ja, Kompas je hotel, kjer je nastanjeno največ športnikov, individualcev, ekip in tako naprej. Zato smo se odločili, da tudi vizualno
hotel obnavljamo v tej smeri, se pravi, da bo že na prvi pogled vidno, da je mogoče malo drugačen hotel, bolj športen, bolj aktiven, tako da je prva skupina sob gre že zdaj že dela in sledi potem v spomladanskem obdobju nadaljevanje. Lokalna kulinarika je tudi tisto, na kar stavite? Ja, mi smo skupaj z ostalimi partnerji na destinaciji že pred preteklo zimo, se pravi zdaj tretja sezona, postavili kulinarično pot, no, to je mogoče najbolj odmeven produkt, ki ga imamo in je izjemno priljubljen pri gostih, ker spoznavajo ne samo kulinariko, ampak tudi samo destinacijo, samo Kranjsko Goro. Potem smo začeli pa počasi še dodajati druge stvari, naprimer lansko leto prvič organiziran maja mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora, tudi ne samo Hitalpene, ampak z ostalimi partnerji na destinaciji in zaradi izjemnih odzivov ga ponavljamo maja 2017 in verjamem, da bo postal tradicionalen v Kranjski Gori. Reciva še besedo dve o prodaji hotela Alpina. Ja, skladno s strategijo družbe zaradi zniževanja finančnih obveznosti iz preteklosti in zaradi zagotavljanja vzdržnosti poslovanja v bodoče hotel Alpina deležen prodajnega postopka, ki se zdaj zaključuje. Kupec je slovenski hotelir, tako da sem prepričan, da bo aktivno sodeloval pri razvoju destinacije in da bomo tudi mi med sabo res dobro sodelovali. Kot je še dodal Pobegajlo, bodo vsi zaposleni v Alpini obdržali delovna mesta. Kupec Alpine je podjetje Links, ki že ima hotel Emonec v Ljubljani. Cena pa ostaja poslovna skrivnost. No, ni pa skrivnost, da so nad Kranjsko Goro zelo navdušeni športniki invalidi, zato se z več velikimi športnimi prireditvami tudi letos vračajo v Zgornjesavsko dolino. Kranjska Gora je definitivno čedalje bolj prijazna do športnikov invalidov in mene veseli, da se tudi ponudba stvari za športnike invalide tukaj v kraju in pa regiji povečuje. Tako da meni je veliko veselje, da bomo letos kar veliko v Kranjski Gori zaradi mednarodnih dogodkov, svetovnega pokala, evropskega pokala, razvojnega kampa za mlajše tekmovalce v zimskih parašportih in pa tudi zaradi kongresa alpskega smučanja in parasnowboarda ob koncu zimske sezone. Tako da se kaže na več nivojih ta pripravljenost Kranjske Gore, da pravzaprav podpre šport na najvišji ravni, da odpre vrata tudi športnikom invalidom za priprave in da je to pravzaprav lahko zelo uspešna zgodba. Odkot vse potem pridejo tekmovalci sem? Mislim, da lahko računamo na približno 20 do 30 držav udeleženk, konkretnih številk pravzaprav ne bomo vedeli do zadnjega, ampak glede na to, da se tekma kar precej in kar hitro bliža, hkrati pa je v sosednjem Trbižu takoj za svetovnim pokalom v Kranjski Gori, ki bo najverjetneje bolj obiskan, svetovno prvenstvo. Predvidevamo, da bo večina držav se udeležila tega tekmovanja. Ne le tekmovalci, pridejo tudi funkcionarji, pripravljate še en kongres? Ja, to je pravzaprav kongres, na katerem se vsako leto pregledujejo in dopolnjujejo pravila alpskega smučanja in pa parasnowboarda s predstavniki paraolimpijskih komitejev, ki so zainteresirani, teh je ponavadi okoli 30. Tukaj poskušamo jim ponuditi nekaj novega, želimo jim predstaviti to kot dobro destinacijo za hotele in pa hkrati nam ustreza, da se pravzaprav te stvari potem povezujejo nadaljno z FIS-ovim kongresom v Portorožu. Tako da je tudi regijska zanimivost zaradi tega in pa obisk večji, kot bi bil drugače. Morda lahko kar povabiva vse navijače, da pridejo pogledati tekme, vas spodbujati? Seveda, jaz vabim vse gledalke, gledalce, tiste, ki jih zanima alpsko smučanje, tudi tiste, ki ga še niso videli v obliki vrhunskega smučanja športnikov invalidov, da se udeležijo tekmovanj med 18. in 20. januarjem oziroma med 13. in 14. februarjem. V petek je bilo živahno na trgu Olimpijcev v Mojstrani. Odprli so tržnico, nastopili so otroci.
trg pa so zavzeli tudi parkeljni. Tako kot v preteklem letu smo se tudi letos zbrali na prireditvi, ko se zberejo otroci iz osnovne šole 16. decembra, predstavijo se otroški ljudski plesi, predstavi se otroški pevski zborček iz vrtca, pa tudi iz nižje stopnje osnovne šole pod budnim očesom njihovih mentoric. In tako smo skupaj, torej osnovna šola 16. decembra in pa turistično društvo Dovje Mojstrana, pripravili en lep dogodek skupaj s parkeljni iz Podkorena, ki so nas zopet obiskali, mogoče koga malo preskrašali, večina pa jih je bila zelo vesela, marsikdo je bil tudi namazan, tisti, ki ni bil priden. V Zgornjesavski dolini zadnje dni razburja informacija o postavitvi Luna parka za hotelom Kompas v Kranjski Gori. Župan Janez Hrovat je že v prilogi Zgornjesavca odgovoril, da za postavitev Luna parka ni vedel, da so organizatorji dobili dovoljenje na upravni enoti Jesenice in da s postavitvijo Luna parka Kranjska Gora izgubi rekreacijsko cono za tek na smučeh. Za mnenje smo vprašali tudi direktorja turizma Kranjska Gora Blaža Vebra. V turizmu Kranjska Gora se s postavitvijo tovrstnih objektov, kot je trenutno za hotelom Kompas, ne strinjamo in smo izrecno proti postavitvi, predvsem na tako elitnih lokacijah oziroma vhodih v turistični kraj kot Kranjska Gora je, ker smatram, da je to ogledalo vsake občine. Trudimo se skupaj z ostalimi subjekti v občini, da ohranjamo, da urejamo okolico, stremimo k temu, da je okolica enovita, očiščena, da smo šli v nakup lučk, ki so enotne, prav tako uličnega pohištva in po mojem osebnem mnenju je, da ta postavitev, ki je trenutno za hotelom Kompas, kazi samo veduto Kranjske Gore. V Ližnikovi domačiji v Kranjski Gori so včeraj odprli razstavo Slovenski kozolc, včeraj, danes, jutri. Prireditev so pripravili ob 20-letnici gibanja za ohranitev kozolca v sodelovanju s kulturnim društvom Kultura Natura Slovenija. Danes sva se že vlik tlele, se spomnite, kako so se včasih staji devali. Staji so se devali z macesnega lesa, to so bili stoženke, pa so bile pa vate. Vate so se pa devali s šic. Se veste, kaj je sešica? To je tista brina, ki se seši, ampak je tako močna, da 100 let tiste vate stajejo. So pa macesen pa sekali, obdevali, pa so ga pa žgali, da je stožen del cajta gora v zemlji. Tlele pa naš dalini je bil včasih strašno ulik stogov. Vsaka hiša pravzaprav je imela kakšna krava ali pa več krav, pa vsej se na roka seku. Super je, da ste zbrali Kranjsko Goro za postanek na tej predstavitvi, v bistvu druga cikla te zgodbe o kozolcah. Pač v Kranjski Gori se je to začelo po drugi svetovni vojni, je občina Kranjska Gora se ponovno formirala leta 1994. Takrat je tudi predhodnik Kotnik Jože, ki je bil takrat župan, pristopil zelo aktivno k obnovi teh kozolcev, ki so bili že pred 22 leti v zelo slabem stanju. Že takrat se je pač v našo dolino tehnologija spravila, sena pač spremenila in takrat je bila ta akcija zelo dobro izpeljana. Obnovljeno je bilo kar nekaj kozolcev. Jaz pa sem v letošnjem letu v bistvu v proračunu lanskega leta spet uvrstil kar znatne finančna sredstva, da smo spet v bistvu začeli na novo poganjati to akcijo.
Miklavžev ples v Kranjski Gori je postal stalnica decembrskega dogajanja. Letos so v dvorano Vitranc povabili vesele svate, ki so seveda poskrbeli za prijetno vzdušje. Čakam že težko, da zaplesala bi. Roče bo, fantje kaže visok, a nič za to, če rosa pozno si velja. Priče, prej so to veselje, da zarezi svet mi konca, le komu manjše jutri bo hudo, zdaj nam je lepo. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, preglejmo še koledar prireditev za prihajajoče dni. V sredo 7. decembra ob 14. uri bodo člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska odkrili spominsko ploščo za tajno skladišče na domu gasilsko-reševalne službe Jesenice. V objektih tega doma je bilo v letih 1990-1991 tajno skladišče orožja, streliva in drugih materialnih sredstev enot občinskega štaba teritorialne obrambe Jesenice. V knjižnici Kranjska Gora bo v četrtek ob 17. uri brezplačna delavnica za odrasle, praznična delavnica polstenja s petruško. Delavnico bo vodila Petra Vengar. Odprtje gostujoče razstave Kmečka hiša iz Kanalske doline in tipični ambienti iz Furlanije bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v petek ob 17. V petek ob 17. bodo alpsko vasico v Kranjski Gori obiskali junaki iz Rajže po poteh Triglavskih pravljic. Ob 18. bo nastopil Gajsten band. V kulturnem domu na Dovjem bo v petek ob 19. na ogled komedija Najlepše in najbolj slečene. V soboto bo na trgu Olimpice v Mojstrani ob 18. nastopil Gajsten band. V gasilskem domu v Gozdu Martuljku bo v soboto od 15. do 17. potekala izmenjevalnica otroških igrač. Blagoslov jaslic in sveta maša za sneg bosta v alpski vasici v Kranjski Gori v soboto ob 17:40. Društvo GRS Rateče Planica organizira predavanje uspešnega alpinista Romana Beneta, ki bo v nedeljo ob 17. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Predavanje je brezplačno. Prostovoljne prispevke bo Roman namenil za okrevanje slovenskega alpinista Dejana Korena. Roman Benet je Slovenec z dosedaj največ preplezanimi 8000-aki. Skupaj z ženo Nives Meroj jih je osvojil že 13. Na vse se je povzpel brez uporabe dodatnega kisika, na večino pa v majhnih 2- do 3-članskih odpravah brez višinskih nosačev. Las občine Kranjska Gora vabi na srečanja na temo Bleščeče zdravje je darilo sebi in okolici. Srečanja bo vodila zdravnica Dunja Kotnik, potekala pa bodo v prostorih občinske knjižnice Jesenice v Kranjski Gori in sicer vsak ponedeljek od 17. do 18. ure. Prvo srečanje bo jutri v ponedeljek 5. decembra. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne decembrske dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnje nedelje. Pa srečno!